Dober večer. Spoštovana publika, začeli bomo današnji pogovor. Do tega pogovora je prišlo približno takole. Tatjana Pregelj-Kube je uvedla te pogovore in ker ste danes gosta Slavko Pregelj in Arjan Pregelj, so nekako ugotovili, da bi bilo preveč preglov za tole mizo, pa so rekli, da ne enega pregla probam nadomestiti jaz. O ilustraciji si upam kaj vprašati, o literaturi bolj malo, zato upam, da mi bosta sogovornika v pomoč. Tega našega pogovora pa ne bi začel ne spredaj, ne zadaj, ampak kar na sredini, pa bom prebral en citat, pa me zanima, če bosta današnja dva gosta prepoznala avtorja, ki je to rekel. Danes imam rojstni dan. Narisala si bom risbico, samo nobenemu ne povedati, ker je presenečenje. Slavko Pregelj in Arjan Pregelj, oče in sin, pisatelj, slikar in ilustrator, pa mi bosta zraven še povedala, kako je odraščati v avtorski, kreativni družini, kakšna je mladost, se kaj razlikuje od običajnega otroštva. Prosim. Če pogledam svojega sina, ne bi rekel, da je ob takem očetu sigurno lepo odrastel. Zadnjič sem srečal cenjeno knjižničarsko kolegico Silvo Vlada, ki že v pokoju je pa ime v knjižničarstvu. Bil je praznik bralne pismenosti, pa prišla k meni in rekla, veste, gospod Pregelj, ampak vaš sin mi je bolj všeč kot vi. Ta začetek se mi je zdel zanimiv. Ne? In se rekel, seveda se je lepši in mlajši. Ne? Potem je pa rekla, ja, ampak no, se vi ste tudi kar dobro. Tako da, ne, se pravi, vzgojili smo nekega pametnega slikarja in zdaj me vse bolj skrbi, ker posega tudi na področje besede in jaz še vedno moram od nečesa živeti. Ne. Jaz obljubim, da ne bom slikal, on ne pa obljubi, da ne bo pisal. Arjan bo to težko obljubil, ampak kakor ga poznam, ker sem bral njegove tekste in bi bilo škoda, da bi nehal, da se pa ne bosta prikrivala v žanrih, to pa skoraj gotovo, da ne. Kaj mislite? Ja, ne, jaz pišem zelo humorne tekste, on piše pa zelo resne. Arjan, boš komentiral, kako si ti doživljal to, kako bi rekel, elitno očetovstvo. Ne? Smo slišali, da je bilo zelo dobro. Ne? Ja. Moj oče je cenjen človek, tako da mu gre za zaupati, ne, ko govori o teh stvarih. Ampak ja, v družini, mislim, jaz vidim, sklepam mogoče tale citat, ne, je v bistvu sem ga zapisal svojih hčerki in pol mi je nekdo tudi to komentiral, da je si zdaj predstavljal približen, oziroma da si jaz predstavljam, kako se moji starši počutili, ko sem jaz pametne stvari nazaj govoril, ko sem bil majhen. Moram reči, da mi da z Arjanom komunicirava v glavnem prek Facebooka in tam on pridno zbira domislice svoje ele in moram reči, da nas navdušuje v širokem krogu. Zato se mi zdelo ta uvodni citat kar primeren. Pa poglejmo tole, ne govorimo o likovnem in literarnem jeziku in pri ilustracijah vedno naletimo, pri ilustriranih izdajah vedno naletimo na interakcije med pisano in risano jezikovno tvornostjo. Zdaj do nedavna so uporabljali to sintagmo likovni jezik kot neko priliko, kot neko nečisto točno faktično izjavo, vendar s časoma se je pokazalo, da likovni jezik na nek način ustreza oziroma zadovoljuje vsem tistim kriterijem, ki jih
ki jih lingvisti postavljajo sistemom, ki se hočejo imeti za jezike. Torej, likovni jezik premore dvojno členitev v sintaktični in morfološki ravnini. To se pravi, da tu ne gre za simbolno izražanje, kadar govorimo o likovnem jeziku, ampak gre za pravo govorico. Zakaj se mi ta stvar zdi tako pomembna? Žibutina je tam v 60-ih letih ugotavljal, da literarna govorica, oziroma ta literarni jezik, oziroma materni jezik je nekaj takega, kar se otrok lahko nauči od staršev. Za uvajanje v likovno govorico pa starši še niso sposobljeni, zato bi pravzaprav likovni pedagogi morali tukaj prevzeti vlogo. Glede na to, da pa je šolski sistem čedalje slabše naklonjen, čedalje manj naklonjen poučevanju likovne govorice, me zanima vajin odnos oziroma kako vidva razumeta funkcijo slikanice. Na eni strani mladinski pisatelj, ki se zaveda, kako pomembna je beseda za odraščajočega otroka, na drugi strani občutljiv slikar, ki ve, da pravzaprav za tem podobotvornim imaginarijem lahko to govorico oplemeniti. Se vam zdi, da so časi knjigi naklonjeni oziroma kako ustrajati na tem področju? No, gledano iz aviona, časi knjigi niso naklonjeni. Denar, ki slovenščina je fizično majhen jezik in tukaj ekonomija ne deluje tako, kot lahko deluje na kakšnih drugih jezikih. Se pravi, država mora za obstoj jezika in slovenske knjige nekaj prispevati. Kot veste, država za knjigo prispeva manj, kot pobere davka od knjige in zakonov, ki urejajo položaj avtorjev, država ne spoštuje. In je seveda potem ta zadrega relativno velika, ker založniki so v težavah, ker ne morejo izdajati knjige na način, da bi se to splačalo, in avtorji ne morejo ustvarjati tako, da bi od tega živeli. Zdaj, pri nas je treba ločiti položaj, bi rekel, knjige in branje knjig. Ker smo v taki lepi knjižnici, ki je zanesljivo stala 10-krat toliko, kot vsi slovenski avtorji dobijo v 100 letih. Bi lahko povedal, da v Sloveniji se veliko bere. Knjižničar izposoja v sijajnem sistemu javnih knjižnic, ki ga imamo v Sloveniji, pove, da si povprečen Slovenec na leto izposodi med 12 in 15 knjig in povprečen Slovenec, čeprav je to seveda, oziroma bolj točno bi bilo rečeno, povprečje izračunano na Slovenca je, da je 12 do 15 knjig izposoje na leto in povprečje izračunano na Slovenca je nakup 1 do 2 knjig. In v tej razliki med 2 in 15 je, bi rekel, tragedija in težava slovenskih avtorjev in slovenskega založništva in tu bi seveda morala intervenirati država. Država intervenira na dost neduhovit način in jaz si to razlagam s tem, da politiki niso bili člani bralne značke, ko so bili majhni, ker bi sicer imeli nek drug odnos do knjig. No in samo še, da veselo povem nekaj žalostnih podatkov, da bi utemeljil to, da država ne skrbi dobro za knjigo, kar pomeni, da je potem tudi položaj dobre knjige. Pri nas slab je recimo tole. Slovenija je edina država v Evropski uniji, ki ne plačuje avtorjem za fotokopiranje. Fotokopiranje je v zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah od leta 2007. In to pomeni,
fotokopiranje pač na šolah, vse učbeniki fotokopirajo, vse knjige fotokopirajo. In v spodobnih državah v začetku leta kolektivna avtorska agencija izvrši pogajanja z ustreznim organom v državi, praviloma je to Ministrstvo za izobraževanje, in se dogovorijo, da bo država po glavi osnovnošolca, srednješolca, študenta plačala tak in tak pavšal in seveda potem lahko na šolah po mili volji fotokopirajo. Če bi vzeli za izhodišče Avstrijo in uredili razmerje družbenega bruto proizvoda in količino prebivalstva, bi recimo samo iz naslova fotokopiranja na osnovnih in srednjih šolah slovenskim avtorjem na leto pripadlo 1,5 milijona evrov. In če vzamemo, da država krade, jaz lepšega izraza nimam, slovenskim avtorom od leta 2007 do danes, je to 10,5 milijona. Zdaj si vi predstavljate avtorje, ki morajo prositi državo za priznavalnino, potem ko dobijo 400 evrov penziona, kako se počutijo? Se pravi, državo, ki jih je okradla, prosi za milost, da jim dajo razliko od 400 do recimo 700 evrov. To se mi zdi seveda skrajno nekorektno. In mi smo, kot rečeno, Slovenija, edina država v Evropski uniji, ki dela to, ki krade svoje avtorje. Nihče drug v Evropi tega ne počne. Izgovori so perfektni. Ne? Ja, se na šolah ne fotokopira. Ministrstvo za šolstvo pošlje listek na šole, fotokopiranje prepovedano in za njih je to v redu. Ne? In jaz sem pred mnogimi leti bil v skupini, ki se je pogajala z ministrstvo za šolstvo. Ona je rekla, se ne fotokopira, jaz sem jim pa predložil položnice za fotokopiranje, ki sta jih oba sinova prinesla iz osnovne šole. In je potem ona rekla samo, ups, bomo pogledali. Ne? Ja, se bova nadaljevala, po moje, iz te žalosti v veselje, kajti status samozaposlenih na področju likovne umetnosti je, po moje, še bolj nekaj divjega in nedorečenega. Literatura ima saj nekaj sogovornikov, dočim na področju likovne umetnosti, pa mislim, da smo prav priča izgonu slike iz javnega prometa, temu jaz tako rečem. Namreč, če se spomnim časov, ko sem bil srednješolec, smo tisti, ki nas je saj malo zanimalo who is who, lahko natančno vedeli, kateri so slovenski slikarji, kiparji, zaradi tega, ker so jih bili polni dnevni časopisi, tisto, kar bi se danes reklo sobotna priloga, potem čitanke so bile pod budnim očesom profesora Marjana Tršarja opremljene z izbornimi reprodukcijami slovenskih sodobnih živečih avtorjev. Danes o tem lahko pravzaprav samo sanjamo. Me zanima, ali se vem, da se verjetno skoraj vsi malo počutimo izgnane iz tega javnega prometa, vendar Arjan s svojo duhovitostjo na eni strani, po drugi strani pa angažiranostjo nekako vedno najde nišo, da priplava v javno zavest z najrazličnejšimi akcijami. Pa preden se podrobneje pogovoriva o tvojem ilustratorskem delu, me bi verjetno javnost to zanimalo, če bi morda ene par teh mehanizmov komunikacij, provokacij, bezanja javnosti in javne nezavesti lahko predstavil. Namreč si avtor najrazličnejših zanimivih opusov, pa po lastni izbiri nam predstavi 2-3 projekte, če si za to. Je to sliko, mislim, slikarstvo, vezano. Ja, to, kar se tiče pač nekega vstopanja v nek javni prostor, recimo imam kakšne par primerov, ki so bili po moje dosti uspešni, vsaj kar se tiče tega, da je bil nek odziv, ne to, da je bil nek finančna nagrada, ampak odziv je pa bil, ne, oziroma da so nekje ljudje opazili. Mogoče bi izpostavil tisti moj plakat, oziroma tisto serijo, ki sem imel v okviru grafičnega bienala. To je bilo leta 2007, se mi zdi, ker sem iz črk delal, so zelo grafične, je bilo eno srce narejeno, pa en svetilnik je bil narejen.
sem jih sestavil iz besed, ki so jih govorili takratni naši politiki iz parlamenta v tisti zasedbi. In v tistem času so se obravnavali določeni zakoni, mislim, da je bil zakon o oploditvi samskih žensk, pa je par stvari takih, no, kjer se je pokazala pač neka tiha, oziroma vsaj običajno skrita nek šovinizem in razne pač skrajnosti, ki so izhajale pač iz najvišjih vrhov oblasti. No. Ampak jaz sem pa to obrnil tako, da sem iz teh besed naredil srce in svetilnik in uporabil slogan, ki so ga takrat te politiki velikrat govorili, da je že I feel Slovenija, ne, in tisto srce so takrat. In po drugi strani Slovenija svetilnik Evrope. Ne. To je bilo v času našega predsedovanja Slovenije Evropske unije, ki naj bi dajali zgled pač vsem ostalim članicam. No, in sem iz teh, recimo, res rasističnih, ksenofobnih, šovinističnih besed naredil te v bistvu dosti grafične podobe in sem to razporedil po mestu. Nisem pa jasno napisal, kdo jih je izrekel, ne, kar se mi zdelo dosti v redu, ker so ljudje mimo hodili in se začeli razburjati, kaj so to za ene svinjarije. In so šele pol na drugi rok, ker so nekje prebrali, pa eni so se direkt name obrnili, ker sem imel nekje mail, ne, so bili zelo jezni, kaj se s to grem. In sem pol napisal, da so to govorili predsednik takratnega parlamenta, podpredsednik parlamenta, vrhovi nekih strank, ne, da pač take svinjarije govorijo. Ne, ta se mi zdi, no, recimo, to je neko vstopanje v nek prostor, v neko zavest, ki je bila vsaj do neke mere kar uspešna. Mogoče samo omenim še ta nek projekt, ki se tudi naslanja na risbo, to je bilo pa in na besedo, recimo, ne, če že v tej povezavi malo govorimo danes, projekt 299 kosmatih, kjer sem se navezal na frazo, na vzklik ljudski 300 kosmatih, in sem jaz to prevedel v podobo in sem naredil 299 zato, ker pač noben prevod ni čist, recimo, identičen izvernik, kot sem iz 300 kosmatih v besedi naredil 299 kosmatih v sliki. In pač tam je bil po eni strani tak zelo jasen koncept, po drugi strani je bil to tak, bi rekel, neka jasna, lepa, recimo, risba, je bila neka zakrita konceptualna umetnost, recimo, in je, skratka, tisti je naletel na zelo dober odziv med, pač tudi, recimo, med kritiško javnostjo, pa tako, med ljudmi, ki se niti običajno ne spoznajo toliko na slikarstvo, recimo, ne, ti si bil zelo tak nek komunikativen moment, ne. Drugač bi pa sam še omenil to, no, recimo, kar je včas bilo, vsaj sem jaz slišal, ne, recimo še za časa tudi teh grafičnih bienalov, pa ko bi še Zoran Kržišnik, pa to, da se tudi opremljali, ne, recimo, ne, danes neki, da bi javne institucije, ki odkuple, se zgodi pač rekoč nikoli, zadnja stvar, ne vem, tam okrog recene 4, 5, 2004, 2005, da so okej, tako sem pa tja, ampak to, da bi pa načrtno opremljali kakšne stvari, tega pa ni več. Ne. Jaz sem govoril nedolgo tega z direktorico Narodne galerije in sem jo vprašal, kakšen ima kaj ta politična elita odnos do likovne umetnosti, pa pravi, da eno vsake toliko časa vprašajo, če imajo še kakšnega impresionista. Kakšnega novega. Tam se je zgleda ustavilo. No, pa gremo vseeno zdaj mečkeno pogledati. Mene zanima pri tvojem delu predvsem to, kar se delalo v kombinaciji s Šalamonom, en vidik ilustracije, to je ta knjižno slikarstvo. Ne. Mene je zmeraj nekako sem v enem takem precepu bil, da imamo na eni strani v Sloveniji zelo kvalitetno ilustracijo, ne, dosti prepoznavnih avtorjev, ki tudi v mednarodnem prostoru veliko pomenijo, po drugi strani pa ta ilustracija živi kot neka likovna enklava, ki ima redko stik s sodobno likovnostjo. Če pogledate
sodobno slikarstvo, pa sodobno ilustracijo, bi težko rekli, da to delajo isti slikarji. Ne? Pravzaprav veliko slikarjev je izumilo specialno govorico, ki se po vsej verjetnosti, sklepam, podreja okusu urednikov. Obrob rečeno, mislim, da je samo ena založba, ki ima svojega likovnega urednika, drugače je stvar prepuščena res bolj okusu. Potem je verjetno pritisk trga, po drugi strani pa verjetno je situacija res tako huda, da avtori danes pristanejo na marsikaj, na kar ne bi pristajali, če bi bila njihova ekonomska situacija majčkeno bolj ugodna. Tako da najdemo pri ilustraciji, predvsem zdaj mislim na to, kar je raziskovala Marija Nikolajeva, interakcije med jezikom in podobo, najdemo predvsem to simetrično interakcijo med jezikom in podobo. To se pravi, pisatelj nekaj napiše, slikar pa to z lastnim besednjakom ponovi, tako kot je vrsta Biblija Pauperi, za tiste, ki še ne znajo brati, da si lahko zgodbo prečitajo iz podob. To je, rekel, najnižja zahtevnostna stopnja ilustracije, ki je pa po drugi strani večinska. Meni se pa pravzaprav zdi pogumno, da kljub vsej znani situaciji ti na noben način ne koketiraš in ne pristajaš na te norme, ki so ponujene in delaš, tako bi rekel, včasih ilustracijo, ki je daleč od Disneyjevske estetizacije, ne, lahko našli tudi elemente grde umetnosti v njej, ne. Po drugi strani pa saj v tem drugem delu današnje razstave pravzaprav potrjuješ tisto, kar mene zelo veseli, da se lahko dober avtor avtonomno izrazi kot ilustrator z sliko, ki če bi jo povečali na 2x3 metre, bi bila kamot čist suveren galerijski eksponat, recimo v moderni galeriji ali pa galeriji sodobne umetnosti. Zanima me, koliko te je to stalo, da si ohranil to avtonomijo? Jaz se na srečo na ene 3 področja ali pa 4 do te mere spoznam, da lahko malo štukam, domače rečeno, pri zaslužku. Tako da pač mi ni treba za vsako ceno ilustrirati toliko pa toliko knjig na leto, vsaj zaenkrat še ne. No. Tako da in se z tega razloga mi treba pač podrejati nekim zunanjim navodilom. No. In sem do zdaj pri večini, mislim, večino pri vseh knjigah, ki sem do zdaj delal zelo avtonomno, pač se odločil, kako se bom česa lotil. Bi pa mogoče še to odnosil o tem odnosu, pa pač med ilustracijo pa slikarstvo. Najprej med ilustracijo pa besedo, recimo, no, to sem že pri prvih knjigah, ki sva jih z očetom začela skupaj delati, sem se trudil, recimo, pač, da ni šlo glih res samo za odslikavo, recimo, ne, ampak sem uporabljal take stvari, da če je on uporabil kakšno besedno igro, da sem jaz tisto besedno igro obrnil, recimo, ali pa kaj, ne vem, iz glave. Druga, mislim, kar sem pa recimo tukaj res prvič naredil, pa upam, da bo in tle je tudi malo stvar založnikov, ne, če ne, kdo gre v tak projekt tudi. Kar sem lahko, mislim in avtorja, ne, to, da je Tomaž Šalamun že v osnovi pristal na to, da ker sem ga jaz vprašal, če bi on pisal potem, ko bi jaz naredil slike, ne, in je on privolil, se meni zdel pač res krasno, ne. In sem si tam zelo lahko dovolil čisto neko odprtost in sem naredil povsem vizualno zgodbo, ne, recimo povsem vizualno logiko, no, če bom o zgodbi govoril.
Je bilo pa vsem zanimiv to, ne, ker sem že prej bil navdušen nad Šalamunovo poezijo, da je že ta misel, s kom bom sodeloval, je do neke mere po moje oblikovala tudi vizualno podobo. Da sem si prvošel zelo odprte, ne, že v osnovi pač asociativne, ne, elemente, to in zelo neobremenjen tip ilustracije, no, recimo, oziroma slike, dejansko ni šlo za ilustracije. In kar se je potem zgodilo, je bilo to, ne, da je pač on napisal pesmi, ki so se sem pa tja konkretno stikale, sem pa tja se sploh niso, ne, in mislim, so se samo deleč, ne. No, je takole ilustracija, ne, ta lestev in luč iz luči neka magma, bruha, ne, in pol on napiše pesem. Tu se ravno naslanjam na roko, ker me nekdo fotografira. Molčim, ne bom rekel nič. Pojma nimam, zakaj je tu lestev in roža in kaj je bruha iz tistega reflektorja. Plazma, življenje, duh. No, skratka, pač ni, da bi se zdaj lotil, pa da bi kle nekaj raziskoval, kaj to, ali pa da se bo. Napiše, da kle je sedel zraven pa gledal nekaj in se mi zdi pač prav neka taka podoba pol, kako pesnik tam sedi in tuhta, kaj bi to pomenil, ne, se mi je zdel taka fina nadgradnja, ne. No, meni se je zelo dobro pri tej knjigi zdelo, da ko jo prebereš dvakrat ali pa trikrat, ugotoviš, da je vsebina te knjige pravzaprav spraševanje o nastajanju knjige, ne. Da neke take prav decidirane vsebine nima, čeprav obstaja neka mavrica, pa neka logika, pa nek vrsten red. In temu cirkusu se je pridružil tudi kritik Miklavž Komel, ki je potlej tudi svojo recenzijo napisal v obliki pisane slikanice in najbolj mi je ostal njegov stavek: bomo tole raje gledali ali brali, ker se mi zdi kompliment za oba avtorja, ne? Ker pravzaprav je oboje tako privlačno, da ta preplet med tem, da ti slika ne da odgovora na vprašanje o pesmi, pesem pa ne pojasni slike tako dobro, bi rekel, ta asimetričnost govorice je pustila toliko interpretativnega prostora bralcu, da se mi zdi to tisto, kar je zelo pomembno. Namreč jaz mislim, da večina teh direktnih prevodov slike v besede bralca nekoliko podcenjuje, da predvsem podcenjuje otroka, ki mora imeti tako in tako narisano gobico, tako in tako narisano račko, da ne bo z njegovim razumevanjem kaj narobe. Jaz pa mislim, da otroci bolj bogat poligon, če dobijo, bolj kreativno ga preplezajo in kreativnost vprašanje pravzaprav odgovorna za kreativnost odgovorov. Tukaj bi se mi zdelo zelo fejst, če bi bilo takih pogumnih in zahtevnih ljudi, kot si ti, več, da bi počasi to kulturo zahtevnejšega nivoja branja, ne mislim samo literature, ampak tudi slikovnega branja skozi, bi rekel, to vrstno literaturo otroci dobili dosti zgodaj. Ker moram reči, da ko ste omenil bralno značko, ne, ima to brez vsakega statističnega pregleda gotovo enormen vpliv na razvoj bralne kulture. In tu je, mislim, da ena, bi rekel, prav taka niša, kjer bi lahko tudi likovnost vstopila in si pridobila svoj delež mladih bralcev, če se ne bi zadovoljili uredniki z tem tipom ilustracije, ki je bolj všeč po moje staršem kot otrokom. Bi lahko kaj rekli o tej povezavi, to se pravi zgodnem branju? No, jaz bi rekel to, ne, da se nekoliko se vas že zamoril številkami, ne, ampak bi vseeno vas izzival naprej. Ne. Razlika med tem, če se uvozi slikanica ali pa če se naredi izvirno slikanico. Izvirna slikanica stane 16-krat toliko kot uvožena slikanica. Prosim, če mi verjamete na besedo, sicer vam bom pol ure razlagal kalkulacijo. Ampak to je tako, ne.
In potem, ker sicer, potem si pač predočite nekega komercialnega založnika, ali bo naredil eno slikanco, ali bo vozil 8. Ne? In bistveno prej bo prodal 8 različnih, kot eno samo. Ne? To je osnovna logika trga. Zato se mi zdi strašno važno, da Pionirska knjižnica v Ljubljani dela priporočilni seznam, ker se mi zdi zgodovinski dogodek, že približno 10 let so vse otroške knjige, ki izidejo, približno 1000 na leto, so ocenjene. In celo upajo si povedati, katere so za nič. In za nič jih je približno 500 od 1000. V najboljšem primeru samo 500. Dostikrat jih je več. In tako da ljudje, ki po šolah izvedo, po knjižnicah kupujejo knjige za svoje fonde, nimajo več izgovora, da nimajo časa brati. Jaz verjamem, da nimajo časa brati. Ne more en knjižničar 1000 knjig za otroke pogledati, zdaj pa priporočilni seznam in točno ve, ko agresivni akviziterji prihrumijo na vrata, da reče, oprosti, to ni to, ne. No in zdaj, kar zadeva bralno značko. Bralna značka je stara 55 let. Česa takega ni na svetu, kot je bralna značka pri nas. In šteje približno 150 000 deklet in fantov po šolah. Brezplačno jim pomaga približno 6500 mentorjev in to se mi zdi veličastna zadeva. Bralna značka se trudi in doslej je uspelo vsako leto prvošolčkom, ko pride v šolo, pokloniti eno slikanco, kvalitetno slikanco in to je povabilo k branju. Ne? In potem vsi tisti, ki berejo ves čas v osnovni šoli, so potem v 9. razredu dobijo spet knjižno darilo in tem dekletom in fantom se reče zlati bralci. Ne? Tisto, kar bi rekel, pomaga razlivati žolč je to, da država ne podpira bralne značke. Bralna značka mora naprositi denar od sponzorjev in kandidira na javnih razpisih za denar in ga dobi ali ga pa ne dobi. Ne glede na to, da je društvo v javnem interesu. In lahko povem, da ko so pred 3 leti čez noč ustanovili Društvo za vrednote slovenske osamosvojitve z znanimi akterji, je to društvo dobilo 250 000 evrov v enem letu in zastonj prostor. Bralna značka takega denarja ni dobila v 55 letih. Tako da je seveda, dokler je v bralni znački toliko ljudi, ki delajo na moralni pogon, je to sjajno, ne? Ampak preslej bi se bilo treba zbuditi, še posebej, ker vsi govorimo, da otroci vse manj berejo. In šole ne dobivajo namenskega denarja za nakupe novih knjig in je seveda otroke navduševati za branje s kmetskimi slikami nekoliko težko. Ne? Lažje bi jih bilo navduševati sodobno mladinsko literaturo in seveda začeti v vrtcu, no, saj bralna značka si je tudi zmislila bralni nahrbtnik, se pravi, da otroci imajo nahrbtnik, noter dobre slikance, nesejo domov, preberejo, ko preberejo, nesejo drug domov in tako naprej. Ampak škoda je, da je to, bi rekel, nesistemsko volontersko delo. To se mi zdi blizu katastrofe, da ne rečem neodgovornega, ker popolnoma jasna je razlika med otroki, ki so blizu knjig in tisti, ki se s knjigami srečajo pozno ali pa nikoli. In seveda bralna značka v bistvu vzgaja bralce za vse življenje. Ne? Ko si ti not padel, si not padel, ne? Za vekoma. In se mi zdi seveda ključno, da bi, kot rečeno, no, vse ta priporočilni seznam je fina stvar, ker se približno 10 strokovnjakov to dela in si upajo reči, ta slikanca je za nič, ne? Ker pri nas pohval, da bi kdo komu rekel, da je kaj za nič. In pri odraslih nam to ni uspelo narediti, nihče se ne upa tega delati. Pri literaturi za otroke pa ja. Ne? Jaz imam tu precej vere,
da se bojo stvari spremenile, ob tem, da bi seveda morali najti način, Javna agencija za knjigo na leto podpre 5 slikanic, ne, mislim, toliko denarja ima, to ni. To seveda neskončno več od nič, ne, je pa bistveno premalo. In se mi zdi, da je treba ta razkorak, kot sem rekel, 1:16, je treba likvidirati na en ali drug način. Jaz sem v pogovoru pred vrati rekel, da pri teh razmerah se vse bolj navdušujem nad cenzuro, da bi najhujše stvari prepovedovali, ampak seveda v liberalistični logiki prostega trga je to nemogoče delati. Lahko se pa dela s tem, da se podpira dobre stvari. In jaz upam pač, da se jih bo. No, mislim, da o tem, koliko kaj stane, je na drugi ravni lepo spregovoril en italijanski filozof Umberto Galimberti, namreč prišel mi je na misel v zvezi s mladinsko književnostjo. Gre za to, da je on proučeval tako imenovano generacijo Q, ki jo imenuje, zdaj povzemam eno Nežmahovo recenzijo, sicer sem knjigo tudi sam prebral, ampak besede so tudi tako zgoščene, da se bom prvoščil branje tujih besed. Generacija Q, ki je mojster neodgovornosti, brez spoštovanja dolžnosti, brez strahu pred posledicami lastnih dejanj, se je mogoče vse preklicati, od službe, zakona, spolne identitete, nosečnosti. No, Galimberti se ni ukvarjal s tem zaradi kakšnih moralističnih razlogov, ampak zanimali so ga rituali te mlade generacije Q, ki se realizirajo v reality šovih, v drogah, v celovečernih žurkah, v zdravljenju odvisnosti in psihoterapiji. Problem pa ni generacija Q, ampak kot problem identificira celotno družbo in pove en pomenljiv stavek. Mladi živijo po noči, ker jih po dnevi nihče ne potrebuje. Ko govorimo o ceni za to, smo videli, da lahko ena politična organizacija, bi rekel, čez noč dobi toliko, kot bi preživelo celo generacijo mladih za koliko let, ne? Jaz mislim, da je zadnji čas, da se nehamo hecati z parolami, da je kultura pri nas ne vem kako pomembna. Bi bilo zelo zdravo, da bi namest proslav 8. februarja prišli ven s takimi bilancami, kot se jih danes predstavil. Jaz mislim, da se nimamo ničesa veseliti, ampak ne zaradi lastnega statusa kulturnih in umetniških delavcev, ampak zaradi tistega, kar ob nas neovirano gori ali doli raste. Jaz bi povedal še eno primero, ki mi egoistično leži na srcu. Jaz sem doma iz Šentvida pri Ljubljani in jaz sem do pred 5 let mislil, da bo Šentvid slaven zaradi mene, ker sem tam doma. Potem so pa tam napravili predor, šentviški predor na avtocesti. In razlika med predvideno ceno in dejansko plačano ceno za ta predor je enaka znesku, ki bi bil potreben, da bi 200 slovenskih avtorjev 40 let dobivali 2000 evrov na mesec. Zračunite si to. In v parlamentu so takole dvignili roko, ne da bi trenili z očesom. Pri kulturi so recimo od lani na leto znižali sredstva za 10%, kar je katastrofa za kulturo in nič ne pomeni za proračun. A ne, se pravi, to, kar pravi profesor, dajmo se zbuditi, pa dajmo gledati te številke, kaj to pomeni. Kam, zakaj imamo denar, zakaj nimamo denarja. Toliko, kot je letna slovenska podpora knjigi, je predračun za okoljsko ureditev T6. To je enako. Mislim, treba je piti neskončno vode in jest med in ne vem kaj, da te ne raznese. In v taki družbi mi mirno živimo in se gledamo. Zaženite revolucijo, profesor. Treba na ulico zaradi knjige, ne?
Ja, zanj so bili, ko so selili biblioteko evo. AGRFT, ne? So Na ulici, ja. so Mazinja posneli, da dela vendar enkrat nekaj koristnega, knjige preklada, ne samo piše. Arjan, daj mi povej takole, jaz mislim, da našemu pogovoru se bomo počasi bližali proti koncu, pa me zanima, jaz vidim v tvojem ilustratorskem delu več kot nekaj, bi rekel, tisto dodatnega, bi rekel, da se nekaj zasluži, da se nekaj... Zdi se mi, da je razen tebe še mnogo drugih avtorjev našlo knjigo kot specialen medij, kot nov format likovnega izražanja. Namreč razen ilustracije se poraja tudi produkcija knjige umetnikov. Jaz mislim, da je ta tvoja dvojna ljubezen do besede in podobe pravzaprav tisto, kar je pisano na kožo nekemu neokonceptualizmu, kateremu ti hočeš, nočeš, verjetno malo gravitiraš pri svojem početju. Pa me zanima, ali se po tvoji glavi motajo kakšni tovrstni projekti oziroma kakšni so tvoje naslednji ilustratorski načrti. Je kaj na obzorju, nas boš kakšno zanimivo storijo presenetil zopet? Ja, dejansko se prav nekaj taka malo mota po glavi. Tako da zaenkrat imamo nekaj tvojih besed še upoštevam, mogoče kasneje, po prvih kritikah recimo, če bojo. No. Ampak ni pa še toliko blizu, no, ker bi, ko bom kaj takega naredil, bom tako, da bom siguren, ali pa vsaj pri sebi siguren v obe plati, če bom kaj napisal in to pol ilustriral. Mi je pa to mogoče ne samo zaradi osebnega nagnjenja, ampak se mi zdi tudi, da te vrste slikanic dejansko malo primanjkuje v Sloveniji. Prav tega, da res besedilo sodeluje z sliko, ne? V bistvu, da se dopolnjuje, ne? Da bi rekel, da brez enega ni drugega, ne? Da začneš recimo nek stavek z besedo in ga dokončaš sliko. Ta komplementarna relacija. No, ja. Mislim, ker se mi zdi, če malo tako nasplošno pogledam, pač je kakor je neka splošna definicija slikanice, da je to prvi stik z lepim, recimo v besedi in v podobi, z umetnostjo. Jaz mislim pa, da je tudi zelo pomemben stik sploh za znajce v sodobnem svetu, ki temelji na kombinaciji pač vizualnega in besednega pač mislim na vizualni in besedni komunikaciji, to je od računalnika do vseh oglasov, ki nas obdajajo. Tako da se mi zdi, da ni samo za neko nadgradnjo pomembna slikanica, ampak da je pomembna za dejansko razumevanje sveta, ne, že od mladih nog naprej, za opismenjevanje po strani slike, ne, kolikor je res beseda že od prvega dneva v šole, oziroma verjetno kdaj še prej besede se itak učimo že od rojstva, ampak pisanje in tako naprej že od osnovne šole je likovne umetnosti precej manj poudarka namenjeno, kljub temu, da vsi govorijo, da živimo v vizualni dobi, da je izrazito vizualna. Ne. Interpretacije, če je to dobro ali slabo, se izrazito razlikujejo. Ampak v vsakem primeru je s tem treba strinjati, da pač zelo veliko komunikacije, ki jo v enem dnevu damo skozi, poteka preko podobe in se mi zdi, da se da tudi, mislim, da v tekstu nekaj podobnega piše, je fajn, da brez razumevanja tega se da tudi malo zgubiti med temi podobami. Nekaj res skrajni primeri, glih tako so od nekih bolezni, ki jih še nismo poznali 100 let nazaj, oziroma so blazno manj izražene, ki zaradi podob, ki so v medijih, ki so stalno predstavljene v
na televiziji zaradi nekih lepotnih idealov in tako naprej zbolevajo mladi ljudje, ne, recimo, da se neke najstnice, tudi kakšni, da se na podlagi tega, kar vidijo, do te mere psihično pač se obremenijo, da ne vem, nekateri celo umrejo zaradi tega. No, skratka, to je nek skrajni primer, ampak hočem samo poudariti, da je podoba zelo močna stvar, ki je tudi zelo kompleksna, od nekih neumnih na prvi pogled reklam za prodajanje nekih produktov, je v zadnji tok nekih stvari. No, jaz zdaj vidim, recimo, kar me, mislim, čisto neko tako resnično izkustvo, v teoriji vsi vemo, da so reklame narejene tako, da pritegnejo pozornost, pa tako naprej, ampak jaz imam zdaj 4-letno hčerko pa 9-mesečnega sina, ko tam je nek program na televiziji, pa kaj delamo, pa tako, pač ni se kaj igramo. Čim so reklame, oba dva pogledata v tisti sekundi v televizijo in v tistih 2 minutah takole gledata. Ne. To je tako naštiman, pa pač neka sporočila, ki jih drugač mimogrede se ti zdi, da gre not pa ven, ampak ti se je tako fokusiran, da ti tam dejansko vcepljajo neke stvari, ki se jih fajn do neke mere zavedati in kaj lahko z neko podobo pač dobi človek vase. Ne. Tako da, no, skratka, mogoče sem malo delč odpeljal, ampak osnova je... Prav to se mi zdi pomembno, ker sem morda v tej debati malo zanemaril, je to, da recimo mnogo tvojih teh pristopov je pravi abecedarium za orientacijo v vizualni krajini. Namreč analizirati to, kako so tvoje podobe narejene, recimo pod mentorstvom učitelja likovne vzgoje z nekim otrokom, verjetno je zelo interesantna situacija, lahko, ker ti uporabljaš nekaj, kar je zajel fotoaparat, nekaj, kar si našel v reviji, nekaj, kar si sam narisal, nekaj, kar si potem skopiral, nekaj, kar si... In tako je to prežeto medijsko zapleteno, pa vendar do te mere razvidno, da otroku lahko služi kot krasen poligon za trening, za obvladanje te medijske krajine. Namreč to bo po moje ena veščina, če ljudje ne bomo razlikovali likovnega od vizualnega, to se pravi informacije od trdih dejstev, potem nam bodo še lažje meglo prodajali. No, in mislim, da ta zavest med naslikano in pravo pipo, ne, od dišoma naprej ni nič manj pomembno. Ne. Ja, jaz se gostoma lepo zahvaljujem Arjanu za misli slikarja in slikarske misli, ki jih imamo v knjigah in na zidu, in spoštovanemu pisatelju Slavku Preglu za bogate izkušnje in nekaj zdravilnih receptov za našo kulturo, za katero je samo vprašanje, kateri minister jih bo pograbil z obema rokama in nas. Zdaj treba ta CD poslati vladi, to, ko ima danes posnet. To se pravi. Vlada, prihajamo. Hvala za obisk. Hvala.